Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, to je oddaja V Mariboru si. Tokrat se bomo pogovarjali o prometni varnosti v Mariboru, tudi o Pajku, ki odvaža nepravilno parkirana vozila, tudi kaj o Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, pa seveda kakšno bomo tudi rekli, kako delujejo redarji in še sploh na to temo kakšne druge zadeve. Gosti v studiu so gospod Boris Weberič, vodja oddelka za cestni promet na Policijski upravi Maribor. Lepo zdrav. Pozdravljeni. Potem gospod Igor Rep, vodja medobčinskega redarstva Maribor. Dober dan. Gospod Vinko Virtnik, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mariborske občine. In pa gospod Matjaž Krevelj, direktor Nigrada. Tudi vam lep pozdrav. Če pravzaprav bomo začeli pri vas, gledamo prometna varnost v Mariboru, je zadovoljiva ali smo opatski? Ali pa bomo celo nekoč rekli, da tisti radarji, ki so nekoč bili postavljeni, da bi pa mogoče le kaki mora od njih ostati? Seveda bo nekdo rekel, da to bogokletno sprašujem. Ja, mi ocenjujemo, da je stanje prometne varnosti v lanskem letu bilo nekoliko boljše kot preteklo leto. Seveda to velja za celotno območje Policijske uprave Maribor. Obravnavali smo približno podobno število prometnih nesreč, vendar je bilo manj udeležencev umrlo v prometnih nesrečah, nekaj več se je hudo telesno poškodovalo. Dočim pa za samo mesto Maribor oziroma mestno občino Maribor pa lahko povemo, da se stanje v lanskem letu glede na preteklo leto ni bistveno izboljšalo. Še vedno v povprečju obravnavamo okrog 1500 prometnih nesreč na območju mesta Maribor. Tako lani kot predlani so 4 udeleženci v prometnih nesrečah umrli, podobno število je pa tudi hudo in lahko telesno poškodovanih. Prav tako so vzroki še vedno ostali tisti, kot so bili v preteklosti, predvsem največje težave oziroma najhujši vzroki najhujših prometnih nesreč so še vedno neupoštevanje pravil o prednosti, kršitve povezane z neprilagojeno hitrostjo. Tako kot za celotno območje Policijske uprave Maribor velja tudi za mestno občino Maribor, da imamo velik problem še tudi pri vožnji pod vplivom alkohola. Še vedno. Kaj pravzaprav redarji ugotavljajo, grdo parkiramo še vedno ali smo se že navadili? Če tako osebno ocenim, bi lahko rekel, da smo malo bolj pridni ali pač ne. Kaj pravite? Zdaj, če bi pogledali številke, potem bi ugotovili, da še vedno veliko kršitev je na območju mestne občine Maribor, tako kot tudi drugih občin, ki jih pokrivamo. Se pa na nekaterih področjih stanje izboljšuje. Zdaj, dejstvo je, da se izboljšuje stanje nikoli samo na račun represivnih ukrepov, ampak vedno v kombinaciji tudi z spremembo infrastrukture. To smo na nekaterih območjih in področjih smo to uspeli spremeniti in izboljšati. Dokler pa še vedno letno obravnavamo več kot 2000 nepravilno parkiranih vozil na pločniku, potem še vedno lahko rečemo, da smo opatski. Kaj menite člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu? Vem, da sicer bolj preventivno delujete, a verjetno tudi kakšno na to temo rečete? Ja, pogledajte, mi z svojim delom na preventivnem področju ugotavljamo pri raznovrstnih aktivnostih. Naprimer, imeli smo prejšnji mesec telefon, bili smo razočarani, konec koncev zadeva bila najavljena, ampak ljudje se obnašajo, kot da se njih ne tiče. Kar kaže predvsem, da imamo neustrezno zakonodajo, če primerjalno gledamo z drugimi evropskimi državami, kateri takšnim prekrškom dajo večjo težo. Se vam zdi, da je zakonodaja tista, ki je kriva samo? Poglejte, v šolah jih učijo v redu, bi rekel, program je v redu, ampak kaj pomaga, ko pridemo iz šole v svojo lastno dejavnost, potem pa pozabimo na predpise in na vse druge stvari, katere nas obvezujejo. Ker konec koncev zgleda po teh kršitvah, kaj smo jih ugotavljali, je bil pereč problem tudi vožnja skozi rdečo luč. Mislim, da v Mariboru, ali imamo zdaj po novem delu, bi rekel, novo loterijsko vožnjo ali kaj, veliko voznikov. To mislim, da kar dnevno srečujem vožnjo skozi rdečo luč. Pa tudi pri akciji, ko smo bili, smo ugotavljali tudi druge prekrške in smo bili zelo razočarani, ker konec koncev... Kaj recimo, katere prekrške ste vi opazili kot člani sveta? Opazovali smo tudi pripetost, opazovali smo uporabo mobilnih telefonov, pa vožnjo v rdečo. Ampak, gledajte, jaz pravim, da vozniki so tisti, kateri bi res morali poskrbeti za sebe in malo razmišljati, kadar vozijo. Gre se za konec koncev en zgornji varnostni moment, da določenih več stvari ne moramo delati hkrati, potem pa nastane prepovedana posledica.
Gospod Krevelj, se vem, da zdaj v vlogi direktorja ni gre, ampak tisti del bova rekla, ne, ko odvažate avtomobile, znamo to lepo sprejeti, da smo grdo parkirali, ali smo pol najbolj pametni, da to pa je seveda bilo protizakonito in ne vem kaj še vse, takrat smo verjetno zelo pametni, ne? Ja, na podjetju, kjer potem tudi ljudje pridejo iskat takšen avto, ki ga je odpeljal Pajek, imamo na mesec kar nekaj problematičnih strank, z katerimi se pač treba ukvarjati s strpnostjo. Imeli smo tudi kar nekaj potem klicev na policijo zaradi neprimernega vedenja. Dostikrat se ljudje pač dregnejo, zakaj glih meni, narobe sem parkiral samo 5 minut, skočil sem samo ven. No, pa zato verjetno 99% jih misli, da samo oni in edini in potem noben več. So redke izjeme, ampak več ali manj pač ljudje niso strpni do tega, da jim je pač Pajek odpeljal avto, ne. So kakšne številke, koliko je bilo odpeljano? V letu 2019 nekaj malo več kot 1200 odvozov je izvedel Pajek. Pa če vas zdaj malo, gospod Rep, malo tak potegnem za rokav, ne, tisto, ko včasih ljudje radi rečejo, kasirate ali odvažate nepravilno, bom rekel, vozila, ali imate kakšen limit, toliko je treba, ker pač? Limita ne sme biti, ker mi nismo namen tukaj, da bomo kasirali, tako ste rekli, ampak smo namen tu, da v prvi vrsti preprečujemo bom rekel, prekrškarje, da bi storili prekrške. Seveda tisti, ki pa se tega ne držijo, pa pač morajo se zavedati, da jim sledi primerna sankcija, ki je v zakonu zapisana. To je bodisi izrek globe, opozorila ali pa tudi še kot nek dodaten ukrep, ki je možen pri določenih prekrških, tudi odvoz vozila z Pajkom. Gospod Weberič, policija bolj ali manj, bom rekel, mirujočega prometa se ne loteva preveč, odkar je pač redarstvo ali pač? Kako? Seveda, pristojnost za nepravilno parkiranje vozil je ostalo tudi na policiji, tako da mi se zavedamo, da je nadzor izredno pomemben dejavnik pri zagotavljanju stanja prometne varnosti. Glede na značilnosti prometne infrastrukture v mestu Maribor je zagotovo problem parkiranja poleg seveda ranljivih udeležencev, hitrosti in pa alkohola velik, zato mi pri nadzoru cestnega prometa izvajamo tudi svoj nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili. V lanskem letu smo ugotovili skoraj 650 tovrstnih kršitev nepravilno parkiranih vozil, tako da pri nadzoru v bistvu damo poudarek tudi temu, posebej takrat, ko so elementi ogrožanja, oviranja ali pa gre za hujše v bistvu kršitve nepravilno parkiranih vozil. Znamo pogledati skozi prste pri večjih prireditvah v okolici Ljudskega vrta, v okolici dvorane Tabor, kjer so dogodki občasni, ali vedno greste popisovati nepravilno parkirana vozila, ker sploh v okolici dvorane Tabor je to, bomo rekli, zelo veselo parkirano. Kaj v takih primerih? Vemo pa, da ni dovolj parkirnih mest ali pač. Kak je zdaj tu situacija? Jaz ne bi temu rekel, da gledamo skozi prste. Pač gre za Seveda tega uradno ne smete reči, ne? Jaz se malo izzivam. Ne, pa sej, tudi uradno ali neuradno, ne gledamo skozi prste. Gre za to, da je takrat nastane ena druga situacija, kjer v enem določenem trenutku, na enem določenem prostoru zaradi nekega dogodka se, bom rekel, zvrsti ogromno obiskovalcev in temu posledično tudi ogromno vozil. In v tistem trenutku ponavadi ta del ne uspe požreti vsega tega. Ja. Zato seveda v tem trenutku nastane veliko kršitev. Takrat, bom rekel, smo veliko dejavni na teh prireditvah, predvsem, bom rekel, v času nogometnih tekem, kar mogoče v preteklosti nismo bili toliko. Zavedamo se, da vseh kršitev takrat ne moremo obravnavati. Je pa dobrodošlo dejstvo. Tiste najbolj štrleče ven potegnete, kot se dejstvo je, da potegnemo ven, tako ste rekli, tiste štrleče, ki najbolj najbolj ogrožajo ranljivejše udeležence v prometu, to so pešci, tudi tiste kršitelje, ki uničujejo za svojim parkiranjem infrastrukturo, kot je to parkiranje na zelenicah. Kar je pomembno, je pa to, da ljudje vedo, da mi takrat delamo, da takrat predvsem občina Maribor ponudi obiskovalcem, bom rekel, druge alternative, kot so brezplačni prevozi. Zdaj, če je to praksa redna ali stvar pač odvisno kak je dogodek? Pri večjih nogometnih tekmah je to zdaj redna praksa. In seveda, dobro je, da ljudje potem vedo, da obstoji neka grožnja,
da bodo pa morda lahko oglobljeni, vsi pa vemo, da takrat ne morejo biti. Kako policija deluje ob takih, bom rekel, masovnih prireditvah? Tako kot je Dobro, že, seveda eno, kar imate varnost, bom rekel, tako kot je z že samo... ja, kot je že povedano, v teh večjih prireditvah smo mi običajno zelo ali pa aktivno vključeni v varovanje, tako da zdaj posebnih policistov samo za izvajanje nadzora nepravilno parkiranih vozil praviloma nimamo, s tem se ukvarjajo pač redne patrulje in iščejo res tiste kršitve, ki izstopajo, zagotovo pa v fazi načrtovanj, varovanj pa v kontakti z organizatorji predlagamo neke rešitve, ki bi zmanjšale to problematiko. Če se malo postavite v vlogo, bom rekel, čisto navadnega voznika, da izstopite iz vaših funkcij, ko ste tako, kaj vas najbolj moti, ko se vozite po Mariboru, ali pa da ste v vlogi pešca, kolesarja, vozila, kaj vas kot človeka, bom rekel, udeležencev v prometu moti pri drugih udeležencih določenih, recimo, ki radi delajo prekrške. Gospod Krevelj, kaj opažate na poti zjutraj v službo ali pa popoldne? Ja, največkrat, kar pač opažam v zadnjih 2 letih, ko sem dosti več v Mariboru, je to, da je še vedno zelo veliko število voznikov, ki dejansko zapelje čez rdečo luč. Ne. To ne pomeni oranžne, ampak res že čez rdečo luč. Rdeča. In tudi ob tem se potem dostikrat vprašaš, ne, kaj se ti lahko zgodi, če pač priletiš to situacijo. Ne. In mislim, da to opažajo tudi drugi vozniki in včasih je zjutraj tudi mogoče v križiščih določena previdnost, ne? In potem logično pride do zamaška oziroma zastoja, živčnost, predvsem v kakih cestnih zaporah, ne? Dostikrat Nigra dobi tudi pritožbe, pač vse posod je zaprto, ceste so zaprte, dela se, vozi so slabi, ne? Tudi meni se kdaj mudi iz centra mesta nazaj, pa pozabim na kakšen voz. Ampak vsi bi pa radi imeli lepa vozišča. Delo na cesti pa ne sme biti. To je pa potem druga zadeva. Kaj vas najbolj moti? Čisto bom rekel kot voznika, pešca, kolesarja. Ja, pogledajte, če gledamo z vidika stališča pešca. Pešec je ena izmed zelo ranljivih udeležencev v cestnem prometu, kateri ima enake pravice kot vozniki motornih vozil. Vendar med njimi ne pride do ene dobre koordinacije. Pri vseh teh akcijah, pa tudi sami, ko hodite po cesti, vidimo, da določeni vozniki ne upoštevajo pešca. Pešec, ko stopi na prehod za pešce, res da nima absolutne prednosti, ampak moramo mu dati in omogočiti varno prečkanje. Naprimer, pri sedanjih varovanjih na Majstrovi ulici, kjer smo varovali 6 križišč, smo ugotavljali, da so eni vzorni vozniki, ampak veliko je pa takih, ki bi jih mogli poslati nazaj na izpitni center, da jih malo prebudijo. Kaj pomeni pravilo pešca in tudi voznika? Kaj pa pri kolesarjih? Ja, pogledajte, kolesarji, škoda gospoda Rotara ni tukaj, ne, bi lahko kaj več on povedal, ampak jaz pravim, mi kot SPV ugotavljamo, da še stalno nočejo spoštovati cestno-prometnih pravil. Vozijo v nasprotni smeri, vozijo tako, kot ne bi smeli, ne, in s tem povzročajo konfliktne situacije. Ne. Drugi se mi morajo umikati, oni imajo absolutno prednost, kar nikakor ni res. Ne. Kljub temu, da se v Mariboru že izgrajuje tale kolesarske poti, da so, bi rekel, v nekem boljšem napredku, kot smo prej bili v drugi kondiciji, ampak jaz pravim, da bomo morali vzgojiti tudi to populacijo. Morajo vedeti, kaj smejo, kaj ne smejo. Upoštevamo avtobuse? Od organov prisile pa, mislim, policije pa pričakujemo en večji nadzor, se pravi represivnega ukrepanja, ker konec koncev, ko dobiš prvič in drugič kazen, sem prepričan, da se tretjič ne boš pelal v napačno smer. To je sigurno. Glede avtobusov, tudi sam sem pešec, se vozim z avtobusom, najbolj me moti pri njih kaj, da tudi oni ne poštevajo cestnoprometnih predpisov. Pa se vprašamo te cone, katere so, kateri avtobus pa vozi 30. Mislim, da bi ga mogel prešteti na eno ali pa 2 roke, imam premalo prsta. Se pravi, tudi tukaj pri njih nekaj ne štima. Ne. Jaz pravim, da ne vozijo krompirja, ampak vozijo ljudi, ampak so ti tisti, kateri so dolžni prvi upoštevati kot poklicni vozniki pravila cestnem prometu. Gospod Rep, kaj pa vas moti, ko se peljete v službo ali ko ste privat, pa kaj vidite? V prvi vrsti najbolj moti to, da so vozniki premalo strpni.
kadar pride, se pravi, do neke situacije, ko ni idealne, preveč hitro zrojijo in Malo vas bom zvoto, se vam zdi vsem, da smo v zadnjih letih bolj nestrpni ali se to samo meni dozdeva? Da smo Težko. včasih znali biti malo bolj strpni ali je to samo, ne vem, kaj menite? jaz bi zdaj to težko komentiral, kako je bilo včasih v primerjavi, ampak ja, nestrpni smo še vedno. Bili smo, pa smo še. Tako da ena izmed teh stvari, ki me najbolj moti, pa druga ta, da smo kot vozniki, pa tudi kot ostali udeleženci v prometu, premalo vzajemni, premalo spoštujemo drug drugega, pa premalo upoštevamo to dejstvo, da tako kot vsi od mene pričakujejo, da bom spoštoval pravila, tako kot mi pričakujemo, da bodo drugi spoštovali pravila. In potem bi bila vožnja dosti bolj varna. Potem se pridružujem kolegom, kar se tiče kolesarjev, ki si preveč jemljajo preveč pravic, ki jih v bistvu imajo. So enakovredni udeleženci v prometu, morajo pa spoštovati, predvsem opažamo, največ kršitev je vožnja v nasprotno smer, bodi si po cesti, bodi si po kolesarskih stezah, tudi tam veljajo enaka pravila. Kot poklicno deformacijo pa bi lahko tudi izpostavil, da me motijo nepravilno parkirana vozila, ko se mimo njih peljem. Predvsem tistih, ko vidim, da so vsakodnevno ena in isti, tako da je kolega rekel, če ga kaznuješ enkrat ali dvakrat, tretjič več ne bo. Imamo take, ki so vsakodnevno, pa take, ki dobijo na letni ravni več kot 100 glob z naše strani, pa še vedno so tudi taki, žal. Koliko glob imate, gospod Veverič? Imate kakšno že? Ne še. Bravo. No, kaj vi opažate, bom rekel, čisto kot oseba izven funkcije? Udeleženje v cestnem prometu me zagotovo moti ta nestrpnost, ki je v cestnem prometu, nobene solidarnosti med udeleženci. Najbolj pa me moti to, da kljub nekim, da huje kršijo cestno-prometne predpise, pa da se to ponavlja, pomeni, da gre za večje stopnje ogrožanja. Značilnost mesta Maribor je zagotovo križanje tega prometa motornih vozil z ranljivimi udeleženci, pešci in kolesarji. In imaš občutek, da ko je človek, ne vem, kot voznik motornega vozila nestrpen, pa tudi kot pešec je nestrpen. Mislim, da ne vem, neka stopnja nestrpnosti ni večja, ampak delo udeležencev znotraj posamezne vrste ne upošteva grobo, krši cestno-prometne predpise in posledica so potem ti dogodki, ki se dogajajo, in to se dostikrat odraža tudi v teh najhujših prometnih nesrečah. Ker če eden izmed udeležencev strpen, praviloma pride le do ogrožanja, nastane hujša posledica. Do hujših posledic pride takrat, ko v bistvu imamo taki splet okoliščin, da so določeni udeleženci nepazljivi, drugi pa huje kršijo cestno-prometne predpise. Ja. Če se spomnimo iz preteklosti, smo, meni se zdi, v parlamentu vsakokrat višali kazni, zaostrili in tako dalje. Hkrati se pa je pokazalo potem, da to več ni dovolj velika, bom rekel, motivacija ali kakorkoli višje kazni, ampak kljub temu število, bom rekel, nekih prekrškov ni upadalo. Čemu lahko to pripisujemo? Spomnimo se, da v bistvu tudi v primerjavi z Avstrijo ali pa s kjerkoli imamo vrtoglave kazni v prometu, ampak še vedno pa kršiteljev na veliko. Gospod Veverič, kaj menite? Zagotovo je nadzor pomemben dejavnik pri zagotavljanju prometne varnosti in višina sankcije zagotovo tudi ima neki učinek. Ni pa je mogoče dvigovati verjetno v nedogled. Tako da določenim kršiteljem zagotovo tudi višina sankcije ne zaleže. Prikazala, da ni ne zaleže, menim pa, da glede da so sankcije ustrezno visoke in da pri večini udeležencev pa ima učinke. Mi imamo res, tako je že gospod Rej povedal, posamezni so tisti večkratni kršitelji, ki pogosto huje kršijo cestno-prometne predpise. Večina udeležencev pa te sankcije vseeno zaležejo. Ja. Jaz bi pa povedal nekaj naslednjega. Mislim, da na sankcije vpliva tudi dosta zakon o prekrških. Govorimo o polovičkah, o denarnih kaznih, katere je izrečena, oziroma globa, in potem 50% boniteta, da plačaš manj. Poglejte, rekli ste Avstrijo. Seveda, tam so manjše kazni, ampak so plačljive takoj, kar je pa velika razlika. Nobeden od nas, mislim, s kolegi, kaj smo imeli prej stika na meji, nobeden ni povedal, da so se kdo zoprstavljali, kregali. Ravno nasprotno pri nas, ker si doma, pa lahko vse počeš, ker ti je dopustno. Mislim, da če bi ta zakon o prekrških bil spremenjen, da je bila enotna kazen izstreljiva takoj, bi bil odnos ljudi tudi drugačen. Je to? Kar se zakonodaje tiče, pač treba povedati, da velja, da 8 dni po pravnomočnosti je mogoče plačati polovično globo, ravno z namenom, da bi ljudje plačali, verjetno učinek bo podoben, če se v tem času ne plačajo, potem pač
celotna globa, ampak mislim, da so tudi te polovične globe v tem delu ustrezne v tistih udeležencih, na kateri večini, ki je namenjeno. Ostali potem? Jaz mislim, da v Avstriji državljani Avstrije tudi ne rabijo takoj plačati, ne? Da mi kot tujci moramo takoj, tako kot pri nas tujci, mislim, da takoj plačati. Ne? Glede prejšnjega vprašanja pa mislim, da ljudje vseeno razmišljamo, da se nam določene stvari v življenju ne morejo zgoditi. Ne? Prej smo mogoče pozabili tudi mobitel. Ne? Ogromno bomo še rekli, zadnjega časa opazujemo in mislim, da vsi tisti, ki gledajo ne, na mobitel med samo vožnjo, se praktično ne zavedajo posledic, kaj se lahko zgodi. Ne? In da se moraš večkrat, tudi sam se moram dobesedno koncentrirati, da ne sežeš po telefonu, ne? Kljub temu, da imam že leta in leta tudi prostoročno telefoniranje, ampak povem vam iz izkušenj, ko sem še delal za svojo firmo, včasih sem se pogovarjal prostoročno po telefonu iz Ljubljane do Maribora, pa se včasih nisem spomnil, da sem se peljal mimo Celja. Ne? Ker si dejansko fokusiran na tisto bistvo, tako vožnjo jemljemo kot nekaj samoumevnega, danes je ogromno že tudi avtomatskih menjalnikov, ne? Praktično držimo samo gas, bremzo in volan. Če pa je človek dosti na cesti, jaz sem včasih naredil tudi po 80.000 km na leto, vidiš ogromno nesreč, ne? Sem tudi motorist, sem tudi videl ogromno motorističnih nesreč, se pa potem začneš vprašati, da praktično si kar en ranljiv element v prometu in ne, avto se zlomi, pa se popravi, ne, človek pa težko. Ne. In mislim, da ljudje, tisti, ki so dejansko nesreče preživeli in so danes invalidi, znajo to najboljše opisati in povedati. Ne. In mislim, da ljudje ne razmišljamo, da se nam to lahko zgodi vsaki dan, vsako minuto, ki smo praktično na cesti. Se strinjate, gospod Rep? Ja, vsekakor se strinjam s tem dejstvom, ki ga je navedel, predvsem okoli uporabe mobitela med vožnjo. Tu je treba malenkost zaostriti, po mojem mnenju. Bomo o mobitelih še malo spregovorili v nadaljevanju, mi pa smo pri oglasih. Mi smo v drugem delu oddaje v Mariboru vsi, pogovarjamo se o prometni varnosti, tako bom rekel splošnega prometa, kot tudi delno mirujočega. Mogoče prej smo ostali pri mobilnikih, hkrati ste pa tudi dejali, da pešci, ki hodijo čez cesto, nimajo absolutne prednosti. Bom še osebno rekel, da me osebno zelo moti z mobitelom pa na prehod za pešce. Stopiš, ker ti si zakon, ne da bi pogledal levo in desno, pa gremo. Kaj v takem primeru? Uporaba vseh naprav pa opreme, ki zmanjšuje neko voznikovo vidno pa slušno zaznavanje. Mi se tega zavedamo, to je najbolj nevarno seveda pri voznikih motornih vozil, zaradi tega smo bistveno poostrili nadzor na tem področju. V lanskem letu smo skoraj 2000 ukrepov izvedli na območju mestne občine Maribor, ugotavljamo, da je teh prekrškov izredno veliko. Zagotovo je pa tudi pri drugih udeležencih, kolesarjih, pešcih, ki seveda zmanjšuje njihovo vidno in slušno zaznavanje, če toliko večja nevarnost, da nastane prometna nesreča. Kako odreagirajo vozniki, ko jim rečete uporaba mobilnika? Joj, saj nisem. Samo zdaj ali pa... Samo zdaj pa nikoli več. Ja, ali pa odložijo telefon, pa nisem. Pa... Je to luknja v zakonodaji tudi pri pešcih? Da uradno ali kje smo tukaj zakonodajo? Uporaba mobilnikov in, bom rekel, pešcev, pa celo kolesarjev. Res je, pogledajte, pri nadzoru oziroma gledanju teh udeležencev v cestnem prometu se ugotavlja, predvsem pri mladini, da uporablja mobilnike. In res je, da ne gledajo ne levo, ne desno, ampak grejo samo po prehodu, zazvan prehodu za pešce in smatrajo, da ga mora vsak videti, ker je on šel čez prehod, kar je pa zmotno dejanje. Prav tako pri kolesarjih, ne? Vidimo, da ti tudi pridno uporabljajo telefone, kar je, bi rekel, so v prekršku tako kot pešci, tako kot kolesarji, kateri ne vplivajo na varnost cestnega prometa, ne? Daleč s tem, ker konec koncev, ko imaš eno napravo, pa se komunikacija spostavi, si daleč na drugi strani in nisi v dejansko priseden na območju, v kateri se nahajaš, ne? Seveda, s tem pa povzročaš tudi konfliktne situacije, katere so zakonom prepovedane, seveda organi
kateri so, lahko represivno ukrepajo. Za koliko ukrepajo? Govorimo o mobilnikih, govorimo pa tudi o slušalkah. Bomo rekli, kar polovico najstnikov se ne da slišati okolje. Poglejte, vse vidimo, da imajo slušalke, ampak to je enako, kot da ima telefon na ušesu, ne? Ker če vidite, ko on gre pa z glavo miga, zdaj jaz gledam, glasbo posluša, ne? Pa je osredotočen na neki drugi del, ne? Hodi pa po cesti oziroma čez prehod za pešce. Tako da to je moteče, ne? Ampak tega se tudi vozniki zavedajo. In nekateri pravočasno opazijo, drugi pač ne in jim dajo potem vedeti, ne, za zvočnimi signali, da je to tudi prepovedano. Kakšna je tu pristojnost redarjev, policija? Opozarjati na te zadeve, kar smo zdaj rekli? Zakonodaja je trenutno, kar se tiče pešcev, ni takšna, kot bi pričakovali, da je. Kar se pa tiče voznikov, pa ja, za vse voznike je prepovedana uporaba kakršnekoli naprave, ki bi zmanjševala njihovo vidno ali slušno polje med tem, ko upravljajo z vozilom. Tudi redarji imajo pri tem pristojnost, res pa je, da je nadzor pri tem, kaj se tiče redarjev, malenkost ohlapna, zato ker mi nimamo pristojnost vozila, bom rekel, med vožnjo ustaviti nikakor drugače kot tako, da ga z vidnim signalom ustavimo in izločimo iz prometa. To pomeni, da ne moremo z vozilom ustaviti vozila, kar pa opažamo, da se največkrat opazijo oziroma zaznajo kršitve uporabe mobitela med vožnjo. Se pravi, ko se ti pelješ za njim ali pred njim, kakorkoli, bi ga potem izločil iz prometa. Ker ko ti opaziš, da on gre mimo tebe, pa se pogovarjal po telefonu, ga ne dobiš več, da bi ga lahko ustavil, ne? Tako da tu se prizadevamo preko Združenja občinskih redarjev Slovenije, da bi nam zakonodaja nekako omogočila, tako kot omogoča cestninskim nadzornikom, da bi z vozili ustavljali in izločali druga vozila iz prometa, kar zaenkrat ne moremo. Kaj menite, gospod Veberič? Kot je bilo že povedano, seveda zakon o pravilih cestnega prometa prepoveduje uporabo vseh naprav in opreme, ki voznikom, ki zmanjšuje vidno in slušno zaznavanje. Tako je tudi to problem, kolesarji so vozniki, ne? Druga stvar pešcev. Mi tu ukrepe izvajamo, res, da velikokrat ni to lahko ugotoviti kršitev, zato smo v zadnjem času predvsem uvedli to obliko dela, da se nekdo pojavi kot opazovalec in potem sporoča kršitve, na drugi točki pa drugi policist ustavlja in izvaja ukrepe pač za tam, ker praviloma, tako kot sem prej povedal, vozniki potem telefon odložijo, ne priznajo, da so vozili in tako naprej in potem s tem dokazujemo. S tem, da smo v lanskem letu uvedli tudi pridobili 2 civilni vozili, v kateri imamo vgrajene videonadzorne sisteme in te najbolj pogosto uporabljamo ravno za ugotavljanje ali nepravilne uporabe mobilnih telefonov, vožnjo v rdečo luč in v bistvu kršitve sproti snemamo, pa tudi ogrožanje pešcev na prehodih za pešcev. Prej smo tudi rekli, vožnji v rdečo luč ste na policiji to zaznali, da v bistvu da je tega kar precej, no? Mi smo glede na preteklo leto približno 40% povečali število kršitev vožnje v rdečo luč. Zelo pogosto se dogaja tudi v prometnih križiščih, pa tudi križiščih, kjer so hitrosti večje, da vozniki vozijo še takrat, ko 1-2 voznika zapeljete, ko še vedno sveti rdeča luč. Zato smo bistveno povečali ta nadzor. Kar se pa tiče mobitelov, sem želel povedati tudi, da policija razpolaga tudi z enim vozilom, ki ima vgrajen videonadzorni sistem, katerega pa uporabljamo predvsem na avtoceste. Gre za vozilo, ki prehiteva drugo vozilo in pri tem ga več čas snema in potem pa to vozilo ustavimo. To posebej uporabljamo za voznike tovornih vozil, avtobusov, ki ne uporabljajo le mobilnega telefona, ampak uporabljajo tudi kakšne druge stvari ali gledajo, ne vem, tablice, filme in podobne zadeve, ker to je ravno značilno za te ljudi, ki vozijo na dolgo pot. Kaj je tisto najbolj zanimivo, bom rekel seveda za gledalce, kaj vse ne vidite, ko ustavljate vozila? Ja, počnejo marsikaj, berejo časopis, gledajo filme, v bistvu uživajo hrano, glavne počnejo različne stvari. Mi to praviloma prakticiramo tako do 2-krat na mesec, zato ta nadzor upravimo, ampak to praviloma delamo na avtocestnem omrežju. Tu v mestu Maribor uporabljamo ali civilne opazovalce ali pa uporabimo to vozilo z kamero. Kako pa pol ta zadeva gre dalje, bom rekel, na pri sodnikih za prekrške? Je ravno to beseda proti besedi ali tudi morajo biti obvezno kakšni, bom rekel, video posnetki ali pa fotografije?
Ker ponavadi ljudje bodo rekli, da jaz to nisem naredil. Ne, osebna zaznava je seveda pomembna in pri večini prekrškov še vedno prakticiramo osebno zaznavo. Takrat, ko pa lahko to zadokumentiramo, kršitev z videonadzornim sistemom, takrat pa praviloma ni težav. Dajmo mogoče drugo temo še. Na katerem področju pravzaprav sploh redarji delujete? Bom rekel, ti mestni redarji, kaj imate? Seveda sicer zdaj se pogovarjamo predvsem o mirujočem prometu. Kaj so vaše pristojnosti? Glavnina našega dela je, tako smo do zdaj govorili, na mirujočem prometu, ni pa to edino. Naše pristojnosti so tako pri ugotavljanju uporabe naprav med vožnjo, tako pri vožnji skozi rdečo luč, pristojnosti so pri uporabi varnostnega pasu, čelade pri vožnji, pri kolesarjih so pristojnosti pri pešcih, označitvi čez prehode za pešce ali tam, kjer jih ni. Tudi, bom rekel, hitrost, vendar hitrost je pa omejena na tisto, kar smo v začetku rekli, zgolj na samodejne merilne naprave, ki pa jih v Mariboru trenutno ne uporabljamo. Kako ljudje odreagirajo, ko jih ustavite? Smete ustaviti, kako so sploh ti postopki? Saj v večini so ljudje že navajeni, se zdaj to že res vrsto let opravljamo, tako da Ker se ne delate samo v Mariboru, ne? Ampak v delamo kolikih občinah? na področju 18 občin, ja. Ja, so navajeni, se zdaj nas že poznajo, nismo več taka neznanka, ko smo bili mogoče pred leti, tako da pri določenih se še zbudi tisti dvom, kaj bom ti dal, kdo si ti, to ni tvoje delo, pa tako naprej, ampak dobro, sej obrazložiš. In ko prije do takšnega postopka, kaj se obrnete na policijo ali kako? Na policijo se obrnemo takrat, kadar mi ne moremo speljati postopka do konca, to pomeni, kadar v prvi vrsti že, kadar ne moremo ugotoviti identiteto storilca, to pomeni, da nima nobenih dokumentov pri sebi, pa tudi kako drugače ne moremo tega ugotoviti, takrat zaprosimo za asistenco policijo, pa seveda, kadar fizično ne bi mogli speljati zadeve do konca, kadar bi prišlo do kršitev, večjih kršitev javnega reda in miru, do napada na pooblaščeno uradno osebo. Ste že imeli primere? Ja, so že bili, samo so bili, škoda je vsakega primera, ki je, ampak niso pa res tako pogosti. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, na katerem področju delujete? Ja, mi delujemo predvsem na preventivnem področju, v šolah, tudi poudarek je na izobraževanje starejših voznikov. Vsak mesec in sicer prvi ponedeljek v mesecu organiziramo pro bono izobraževanje za starejše voznike, kar bi rekel, da veliko prispeva k večji varnosti. Zakaj? Imamo starejšo populacijo, katerem je še stalno tabu krožna krožišča, ne, in spremenjena pravila. In v teh primerih pridobijo določeno znanje in s tem znanjem potem lažje manipulirajo pri svoji vožnji, ne. Glede samih naših dejavnosti, mi imamo raznovrstne prireditve v šolah, varnostno čelado, kaj veš o prometu in seveda v vseh teh aktivnostih želimo dvigniti neki nivo varnosti in bi rekel, da smo dokaj uspešni, ker konec koncev dobili smo tudi najvišja priznanja od AVP-ja na področju varnosti cestnega prometa, to pa nam prineslo predvsem delo in delo naših prostovoljcev, ne. Tako da svojim delom delamo naprej, pa ko ste rekli tudi, kaj delamo. Pogledajte, zdaj od 31. ko je bila zaprta Koroška cesta, smo pomagali urejati, bi rekel, prehajanje otrok v šolo in tudi starejših oseb čez prehode tam, kjer ni bilo semaforja. Ampak ugotovili smo ravno nasprotje, da je zdaj ta čas epidemije, ne, otroci so bolani, šola dela z 1/4 in bi rekel, na določeni prihodi smo ugotavljali, pa šteli, je šlo samo 5 otrok za starši. Tako da je zadeva bila čisto obrnjena nasprotje, kot smo si pričakovali, ne. Ja. Ravno ko ste menili otroke in starše, vrtci in šole, jutranji prihod staršev z otroci v šole in vrtce. Ali kdo to nadzira, ureja, ali opažate masovno parkiranje, kar vse povprek, sredi ceste se ustavljajo, otroke dajo na levi strani ven, to se pravi direktno na cesto, niti ne na desni. Kaj v tem primeru? Ker vem, da seveda akcije so prvih 14 dni,
Potem pa v septembru, potem pa se počasi to... Ste na tem področju kaj delovali? Prvih 14 dni septembra smo vedno prisotni organizirano, tako z svetom, kot z policijo, kot z ostalimi prostovoljnimi organizacijami, ki se s tem ukvarjajo pri šolah. Takrat smo neposredno tam in neposredno preprečujemo in urejamo zadevo. Seveda, čez leto se to nekako umiri. Na določenih področjih in šolah se občasno pojavijo problemi. Šole se takrat obrnejo na nas, če smatramo, da je potrebno kakorkoli se vpletemo, organiziramo določene akcije. Pred časom smo imeli, se pravi prejšnji mesec v Limbušu pri osnovni šoli Rada Robiča, so izpostavili ta problem, da so pač kljub zadostnemu številu temu namenjenih parkirnih prostorov so pač starši raje puščali na pločniku, tako da takrat smo en teden malo poostrili nadzore, se zadeva umiri, potem pa se spet... Kakšni so bili odgovori staršev takrat? Joj, saj samo ga damo v šolo, ne, sredi ceste. Dobro, sej, ko se mi pojavimo, načeloma je neko negodovanje na začetku, potem se tudi sami temu prilagodijo. Je pač stvar tega, da je treba iti 3 minute prej od doma, pa potem zadevo ravno tako lahko spelješ. So dve reči. Teh nadzorih, seveda intenzivnost nadzorov je večja, takrat, ko so začetki šolskih let po koncu počitnic. Seveda pogosto ugotavljam, da tudi če so parkirni prostori zaradi verjetno zamude ali pa časa ljudje parkirajo čim bliže tem izobraževalnim inštitucijam. Pogosto so tudi težave z prevozi otrok, da ni ustreznih zadrževalnih sistemov. Mi izvajamo nadzor tam, ko zaznamo problematiko, tam, ko je stopnja nekega ogrožanja večja. Zagotovo pa nadzor ni mogoče zagotavljati nekega stalnega, tako intenzivnega nadzora, da bi lahko te hude kršitve ali pa veliko teh kršitev vsakodnevno preprečevali. Je to, kar priporočate staršem, torej 3 minute, dajte iti 3 minute prej, da lahko normalno parkirate vozilo, da otrok izstopi, ga odpeljete do šole, se vrnete v avto, pa greste. Ali pa samo sredi ceste ostaviti, otrok šus ven, adijo. Ja, celo, tako kot sem rekel, na levi strani, na vozišče izstopajo. Zagotovo je to rešitev, da greš, da prilagodiš svoj čas temu, da lahko to nalogo, ki si jo zadal, varno spelješ. Pred šolami pa pred vrtci je tako ali tako mestna občina Maribor zagotovila določeno število. Pa tudi 30 je omejitev, to je, ne? Vsaj to. Že to tak, ja. Ampak hočem povedati, da je zagotovila določeno število parkirnih mest, ki so zadnjič bilo izpostavljene kot tako imenovane kiss and ride. Mi tega sicer pri nas z prometno signalizacijo ne poznamo, so nekako drugače označene, ampak vsekakor bi se lahko reklo temu, da gre za parkirna mesta kiss and ride. To pomeni, namenjene so staršem otrok oziroma staršem, ki pripeljejo otroke v vrtec ali v šolo. Časovno je omejeno 15 minut, mislim, da je to dovolj, da starši varno svoje naloge opravijo. Naša naloga pa je, da to nadziramo, pa ne bom rekel, da gledamo na tisto uro 15 minut, ali je to 15 ali 20 minut, ampak da preganjamo tiste, ki to izkoriščajo, pa morda po cel dan puščajo tam avtomobile. Aha, so parkirna mesta, ki jim ja, vsekakor se najdejo spet taki. Ja. Kakšne imate, izvolite? Poglejte, mi svet kot preventivo stalno v začetku šolskega leta na svetu staršev damo svojo, bi rekel, dodatno vrednost. Zakaj? Imamo razne sestanke za starše, kjer jih podučimo, kjer jih, bi rekel, dobesedno spomnimo na pravilnost ravnanja v cestnem prometu. Vplivamo na šolo, kot tako, ne, da se organizira. Ker konec koncev, pogledajte, nekatere šole imajo lepo možnost glede parkiranja. Druge v samem centru pa nimajo. Ampak tam bi se pač mogla, bi rekel, ta parkirna mesta, katere so, naprimer, če gledamo osnovno šolo Bratov Polančičev, z desne strani je parkirna površina, javna parkirna površina, ampak jaz pravim, da v določenem času bi takšna površina mora biti prosta in omogočena staršem, da opravijo lahko to storitev za svojega otroka. Tako ste rekel, da grejo v levo. Zelo malo je takih primerov. Ker dobesedno jih stalno opozarjamo, kak mi tudi ostali, redarska služba in policija, tako da starši ne delajo takih hujših prekrškov. Si upam trditi. Zakaj? Zaradi večletnega, rekel, spodbujanja glede njihove varnosti. Otroci se jih vozijo zadaj ali spredaj? Otroci se vozijo od zadaj,
in izhajajo iz vozila z desne strani, nikoli na vozišču. Tako bi seveda moralo biti. Problemi nastanejo, ko voznik res da ostavi na vozišču, pa vidite iz prtljažnega prostora 3 rukzaki, težki, potem otroka izstopita, ampak izstopljajo iz desne strani. Zelo redki so, kateri grejo po levi strani, se pravi na samo vozišče. Ker konec koncev starše spodbujamo z temi raznimi oblikami poučevanja, pa tudi zbujanja k večji varnosti, smo dosegli ta cilj. Dobro. Mi smo pa spet pri oglasih, čez nekaj minut smo nazaj. Mi smo v zadnjem delu oddaje v Mariboru vsi, prometna varnost je tista glavna iztočnica ali rdeča nit te oddaje. Prej smo govorili o otrocih pa šole. Imam še eno drugo zadevo. Dostikrat se zgodijo nedelujoči, torej zgodijo semafori, ki ne delajo. Križišča, posebej, če se to zgodi kakšna ptujska Tržaška, kdo je pristojen v tistem trenutku, da upravlja, kljub temu, da seveda imamo prometne znake, ampak v takih velikih križiščih je praktično nemogoče priti čez cesto, sploh kakih jutranjih ali popoldanskih urah. Gospod Veverič, kako je s temi zadevami? Seveda, mi imamo operativni komunikacijski center, kolikor zaznamo, da pride do nekih večjih zgostitev prometa, tudi zaradi nedelovanja semaforja, potem mi naše patrulje napotimo tja in morajo po potrebi tudi urejati promet v križiščih. A še sploh vozniki poznamo znake policista? Ja, zagotovo so odločene težave, ampak praviloma se zastoji s tem bolj zmanjšajo. Mi se organiziramo tudi takrat, ko pričakujemo, da so neke preusmeritve prometa, kot je bila sedaj Koroška cesta, da že naprej načrtujemo policiste v tiste najbolj kritična križišča, kjer pričakujemo zgostitve, ne samo da izvajajo nadzor, ampak da po potrebi tudi urejajo promet, in to se praviloma izkaže za zelo dobro, ker udeleženci potem nekaj dni rabijo, da potem te poti prilagodijo in se potem te zgostitve manjše. Zagotovo pa je potrebno takoj reagirati na vsako oviro, ki nastane nepričakovano, takrat se običajno zgodijo velike hujše kršitve in pa tudi visoka stopnja ogrožanja udeležencev, še posebej, če gre za mešanje med vozili, med motornimi vozili in pa pešci oziroma kolesarji. Kaj pa z, bom rekel, cestami? Dogaja se tudi, da določene včasih je cesta, spremenijo prednostne ceste. Recimo tipični primerek je bila Papeška cesta, to se pravi proti razvanju. Enkrat je bilo proti razvanju glavna, pol so rekli, da bo Papeška, pol so spet dali nazaj, pa spet je bilo ravno. Kaj se v teh primerih zaznavate? Veliko težav, kršitev oziroma, da ljudje smo navajeni, pa bom rekel tudi kakšne začasne zapore? Vsake zapore začasne, ki spremenijo neki prometni režim, zagotovo povzročijo težave pri udeležencih cestnem prometu, nekaj dni nas se na to privadijo. Mi na te zapore, ko jih zaznamo, poskušamo reagirati tako, da pošljemo policiste v te najbolj kritične čase, to je jutranjo prometno konico, da tam nadzirajo promet, pa kot sem povedal, po potrebi tudi urejajo. Pogosto se pa v takšnih spremenjenih prometnih režimih zgodijo tudi prometne nesreče. Tako da je običajno potem še to povzroči dodatni zastoj. Zagotovo pa te spremembe prometnega režima povzročijo nekaj težav v nekem krajšem obdobju, kasneje se pa potem nekako stvari prilagodijo spremenjeni prometni signalizaciji. Imamo kakšne črne točke, ki jih v Mariboru izpostavimo ali okolici, bom rekel, kjer se res izpostavljene, bom rekel, da se konstantno dogajajo nesreče? Mi nekih posebnih črnih točk nimamo, zagotovo so pa najbolj obremenjene mestne ulice, zagotovo problem, kjer se dogaja več prometnih nesreč, predvsem vpadnice so zanimive, ker takrat so hitrosti praviloma neprilagojene, zagotovo glede na značilnosti prometnega režima v mestu, kot sem že povedal, križanja motornih vozil in pa ranljivih udeležencev, tam so pa vedno problemi, zato mi permanentno ali pa v 70% izvajamo nadzor ravno na teh najbolj obremenjenih mestnih ulicah. Da bi pa kakšna ulica zdaj posebej izstopala po nekem posebnem problemu, je pa nimamo. Če pravzaprav še gremo malo k redarjem, ali redarji delujete, bom rekel, po principu, da pač se usedete v avto, pa se peljete malo po mestu, pogledate, kje bi kaj lahko kakšna težava bila, ali je obvezno, recimo, da odreagirate šele na telefonski klic občanov. Z določenih ulic kličejo konstantno, dobro, verjetno poznate tudi ljudi, ki drugo nimajo kaj delati, kot pa samo, ker je sosed parkiral levo, kolo gor na zelnico, pa je gospa žlehtna že poklicala, saj tega verjetno tudi imate. To je zdaj vse odvisno od trenutne organizacije dela.
Bom rekel, v času, ko nas je bilo veliko več, kot nas je danes, se pravi pred leti, ko je bilo pravzaprav aktivnih 18 redarjev, danes jih je v tem trenutku 11, pa se še krepimo. Takrat smo imeli več tega, kar ste vi rekli, se pravi, dobil si z dnevnim nalogom neko področje, tam si se zadrževal, tam si odkrival neke nepravilnosti. Danes se je čas spremenil, stvari so se spremenile tako, da moramo imeti stalno eno patruljo namenjeno, izključno, da se ukvarja z temi klici in prijavami, ki prihajajo na telefon, bodisi na elektronsko pošto ali kako drugače. Ostale, bom rekel, aktivnosti pa usmerjamo zdaj že 2 leti nekako ciljno. Se pravi, ugotavljamo, kje se problemi pojavijo, ugotavljamo, kdaj se problemi pojavijo in takrat izvajamo določene akcije, bodisi poostrenih, bodisi... So kakšni primere, kjer lahko to opišete, recimo? Bom rekel, največkrat take akcije izvajamo v območjih za pešce, velikokrat na določenih ulicah, kjer se konstantno pojavijo problemi, kot so, bom rekel, okoli UKC Maribor, se pravi tista avtobusna postaja, ki so jo zdaj, hvala Bogu, preuredili in odkar je preurejena več, skoraj nimamo tam kaj delati, drugače smo bili pa dnevno tam. Vse podobno je bila avtobusna postaja na Glavnem trgu, ne? Ki je bila konstantno zaparkirana. Enako. Ko so jo preuredili, smo mi ostali brez dela na tem področju. Kar je seveda dobro. Ne? Ja, to je cilj naš, da bi dosegli tisto... Na katerih točkah še tako delujete, bom rekel, kar precej? Bom rekel, največ kršitev, kar se tiče tako geografsko opredeljenih, v mestni občini Maribor zaznavamo v ulici Objarku. To je nek tak, bom rekel, črna točka, če ste prej omenjali. To je cesta na Lent, ne? Tako bomo rekli. Ne, Objarku, to je tista cesta med Večerom, pa se pravi vhod v pešcono, tam vsi noter rinejo, parkirna prostora sta v bistvu samo 2, tista modra cona, časovno omejena. Vsi bi pa radi prišli najbližje, bom rekel, centru in pač puščajo vozila. Tam je pa... Tudi Masarikova pri UKC-ju, ki je tako rekoč... Tudi tista je bila problematična, pa zdaj z novo ureditvijo smo opazili, da več ni. Tako da, seveda, svoje sile, bom rekel, pa delovanje pa usmerjamo tudi v druge občine. Vse, kot ste prej omenili, smo medobčinsko redarstvo, pokrivamo 18 občin, tako da načeloma je ena patrulja vedno tudi v drugih občinah. Niste sicer odgovorili, kaj pa z žlehtnimi klici, ko obstajajo ljudje, ki drugo nimajo kaj delati, ko pa vas dnevno kličejo? Ja, obstajajo tudi take točke, kjer, bom rekel, dnevno ena in isti prijavljajo, ampak okej, treba je sprejeti vsako prijavo resno, tako se tudi na vsako prijavo odzovemo. Ne glede na to, ali pokliče enkrat ali dvakrat. Ne glede na to, ali vemo, da je čista žlehtnova ali pa gre... Naša naloga je, da se odzovemo, pridemo na kraj in ugotovimo, ali je zadeva prekršek ali ni. Če je prekršek, jo pač moramo obravnavati. To je vse, kar lahko v tej zvezi mi naredimo. Ne moremo reči, ne bomo prišli, ker ste včeraj klicali. Na Svetu za preventivno vzgojo v cestnem prometu redne akcije ali kaj posebej prirejate za prihodnost? Imamo redne akcije po načrtu. Neredna je bila zdaj varovanje otrok na območju Majstrove ulice pred šolami, tako da je kar bogato delo. In problem je v tem, kot smo rekli o akcijah pa varovanje otrok, ugotavljamo na sestankih sveta šol, da starši nočejo sodelovati v preventivnem delu tudi za svoje otroke. Tendenca in mišljenja je, da je to naloga policije, redarstva in sveta, da to oni uredijo. Pozabljajo pa na svoje, pravice in odgovornosti, katerim zakon daje. In v tem primeru, ko ugotavljamo to, imamo skozi, nas je 9, prostovoljcev, kateri delamo kot akcija na SPV-ju, ampak mi ne moremo pokriti teh šol, kaj jih imamo na območju mesta občine Maribor, tudi v samem času varovanja otrok. Zato sodelujemo z drugimi, kot gasilci, kot ZCRTS, upokojenci, redarska služba in civilna družba. Želeli smo pa pritegniti seveda starše, da bi tudi oni sodelovali v tem konceptu varovanja otrok, kot ena izmed oblik je bil pešbus, da gremo po relaciji in se priklapljamo en poleg drugega in gremo na poti v šolo. Vam povem, žal, to smo bili samo mi izvajalci Sveta za preventivo, staršev pa ni bilo, kot da to niso njihovi otroci.
Tako da v glavi bodo mogli tudi malo razmisliti, pa jim nekaj klikniti, da bi tudi oni morali na področju varnosti cestnega prometa narediti nekaj več. Gospod Krevelj, glede na to, da Nigrad v bistvu ne opravlja več, bom rekel, odvoza vozil, ampak zdaj po novem to Marprom, bomo vas tako vprašal, je pajek za nepravilno parkirna vozila potreben, je premalo ali preveč aktiven? Kako, bom rekel, tako subjektivna ocena me zanima. Nigrad v tem trenutku še opravlja, bo pa ta del posla predan, mislim, da v mesecu marcu letošnjega leta. Moram reči tako, mislim, da bi včasih bila potrebna tudi celo 2 pajka. To je odvisno od dneva in pa potem od dogodkov, ki se v mestu tudi dogajajo, ne. Mislim, da en pajek z lahkoto pokriva pač te posameznike, ki nepravilno parkirajo. V nekih dogodkih Pa je bolj težko, pa bi lahko bila tudi 2 pajka, no. Dobro. Na področju, bom rekel, zdaj smo nekje na istem nivoju ali smo zdaj ugotovili, da se slabša ali izboljša stanje, kaj, če generalno zaključno besedo rečemo? Stanje, Ali nekje na enakem? stanje se mogoče na območju policijske uprave malenkost izboljšalo, mogoče na območju mestne občine pa je podobno preteklim letom. Hvala lepa vsem 4 za obisk v studio, še bi lahko govorili, čas je pa iztekel. Vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, bodite previdni ali v vlogi pešca ali v vlogi kolesarja ali v vlogi motorista ali pa kakršnega koli voznika drugega vozila. Hvala lepa in nasvidenje.